v bistvu dali kar nekaj že teh krožnih projektov v preteklosti čez in smo jih tudi uspešno zaključili, in v bistvu smo izvajali te aplikativne evropske projekte. Torej pomeni, da smo razvili pač produkt na koncu, ki se ga lahko iztrži. Ampak recimo na koncu koncev imamo zdaj produkt testiran, validiran v dejansko pogojih industrijskih pogojih proizvodnje. Tudi v bistvu vzpostavljali smo novo verigo torej proizvajalcev in pa samih dobavnikov, ampak zdaj v bistvu na koncu imamo produkt, ki ne vemo dejansko, a ga pač lahko postavimo na tržno polico v bistvu z eno oznako, da je biorazgradljiv, oziroma kje na koncu tak produkt bo dejansko pristal, ali v sežigu v bistvu ali pa v, upajmo, biokompostarni, za kar je bil dejansko v bistvu tudi vložen ves ta večletni trud samega razvoja na materialu, na dizajnu, na koncu koncev tudi v bistvu na enih zelenih oznakah, pa v bistvu na certifikaciji. Zdaj v bistvu ne bi se tukaj več veliko podrobno ustavljala glede samih iniciativ krožnega gospodarstva. Vsi vemo, da je to pomembno in da je v bistvu to zdaj načelo sedanjosti in da v bistvu vsako podjetje, ki se danes profilira pač na trgu, more razmišljati krožno in ne več linearno. Zdaj, če pogledamo naš prvi projekt, ki smo se soočili s materiali oziroma z izdelavo kompozitov, ki bojo na koncu koncev bioosnovani v tem primeru, je bil projekt Bakua sofinanciran z programa LIFE. Tukaj v bistvu gre za kombinacijo torej teh odpadkov iz plantaž banan, torej tukaj smo v bistvu pridobivali ven organska vlakna in jih kombinirali torej z različnimi plastičnimi matricami, s polipropilenom sintetičnim in pa tudi z polimlečno kislino, torej biorazgradljivim polimerom PLA. In na koncu smo v bistvu dobili eno paleto tehničnih granulatov, ki jih v bistvu lahko uporabljamo potem z različnimi tehnologijami predelave plastičnih mas. To se pravi z pihanjem za folije, v bistvu tukaj na vaši levi vidite, v bistvu smo izdelali te vreče za prekrivne za zrele banane, to se pravi za zaščito proti škodljivcem. Potem en segment tega projekta je bila v bistvu tudi izdelava same hrane, dietične hrane za torej ribogojništvo, tako da tukaj v bistvu smo se tudi dotaknili več sektorjev, in plastičnega sektorja in sektor ribogojništva, tako da v bistvu ta odpadek banan je uporaben dejansko v več segmentih. No, mi smo bili pa v bistvu odgovorni za razvoj biokompozita, ki je v bistvu vseboval, mislim, da do 30% vlaken teh bananovcev, torej teh olesenelih stebel bananovcev, in pa smo bili potem v bistvu tudi zadolženi za prenos k industrijskemu partnerju. V tem primeru je bil v bistvu naš deležnik Ambi Metalplast iz Novega mesta, ki je pa v bistvu potem naredil take obročke za se pravi povezovanje teh PVC cevi. Potem smo določene demonstracijske pilote izvedli tudi za industrijo bele tehnike in pa potem tudi za ta elektrohišja imamo v bistvu ene določene prikazane demonstratorje, ravno tako izdelane iz tega materiala. Zdaj naslednji naš projekt je bil Citrus Pak, tudi ta je že zaključen, tako da tukaj se je v bistvu podobna zgodba odvijala, ampak s tem, da smo v bistvu kombinirali ta citrus odpad, to se pravi olupke, semenske zasnove,
pulpo, ki v bistvu ostane po iztiskanju citrus sokov. Smo jih v bistvu dobili v obliki tacgale prahu, ki vidite tukaj na desni strani, in to smo potem mešali skupaj z granulatom polimlečne kisline in dobili na koncu ustrezen granulat, torej za predelavo s tehnologijo brizganja, in pa ne samo brizganja, tudi pihanja. Boste videli zdaj v bistvu na tej naslednjem skici oziroma prosojnici. Dejansko smo naredili dva produkta za embalažni sektor, to se pravi pihane plastenke iz tega materiala, torej za embaliranje sokov, po drugi strani pa kozmetično embalažo, tako da jo vidite v bistvu tukaj na sliki, ki je pač popolnoma biorazgradljiva. Dejansko v 12 tednih se takle lonček razgradi. To imamo v bistvu certificirano strani OVS iz Belgije, to je bil v bistvu tudi partner in je naredil v bistvu vse te teste v samem kompostiranju. Tako da to smo prepričani, da se razgradi. Zdaj pri nas je tako, v bistvu mi lahko proizvajamo te lončke, zdaj v bistvu kot mi pa nismo pač center tržni, tako da v bistvu na koncev dejansko to samo trženje potem prepuščamo pač samemu končnemu proizvajalcu takih izdelkov ali pa uporabniku, to se pravi, da embalira svoje kozmetične proizvode notri, ampak ima pa v bistvu vse predispozicije, da dobi v bistvu ta certifikat, torej compostable OK. Ja, v bistvu ta kozmetična embalaža je bila pol v bistvu tudi preizkušena strani kozmetičnega proizvajalca Olvetija, to je grški partner bil, ki v bistvu proizvaja to naravno kozmetiko, tako da je v bistvu tudi testiral, kako dejansko funkcionira z kozmetičnimi proizvodi, in sicer torej kremami za obraz, serumi za okrog oči in pa z obraznimi maskami. In tako da se je izkazalo, da v bistvu za vse tiste kozmetične produkte, ki so narejene na bazi olja, je ta embalaža povsem ustrezna. Zdaj v bistvu tukaj ne bi preveč podrobno, ker je že Julija tako lepo predstavila ta projekt, to je pa zdaj naš tretji, ki je v izvajanju, torej Biotop, in je ravno tako sofinanciran z okoljskega programa LIFE. Tako da to je v bistvu naš en tak zagon, da nas spodbudi v bistvu k določenim razvojem, da nam pač pomaga sofinancirati ene določene razvojne aktivnosti, da nam pripelje v bistvu na koncu do enih produktov, ki smo si jih pač zadali, da jih bomo razvili do v bistvu stanja, ki ga lahko pač postavimo na tržno polico. Zdaj, ja, to je v bistvu samo malo drugačna shema, obrnjena v bistvu, katere vse poti pokrivamo, Zdaj, mogoče jaz bi se tukaj vseeno osredotočila prej na to izdelavo biorazgradljivih sadilnih lončkov. Sicer nam v bistvu granulat drugi partnerji razvijajo iz Španije, ampak seveda po nareku nas, v bistvu kakšne zahteve ima ta lonček oziroma same materialne karakteristike so v bistvu diktirane iz naše strani. Torej, mi rabimo v bistvu fleksibilen material, zaradi tega, ker preveč rigiden lonček pač prehiter poč, tako da ene določene stvari potem mi sami sugestiramo, kaj potrebuje dejansko še ene mogoče določene dodatke v samem materialu, da na koncu končen izdelek zdrži. Zdaj, takole izgledajo pač ti sadilni lončki. Zdaj, projekt se izteče naslednje leto poleti. In na koncu bomo imeli spet težavo, kako označiti, certificirati ta produkt. Zdaj, v bistvu, trenutno smo ravnokar poslali v Italijo na testiranje za biološko razgradljivost v industrijskih pogojih kompostiranja, tako da to bomo imeli raven tako vse predispozicije za pridobitev tega ecolabel certifikata, in na koncu v bistvu upamo, da ta stvar zaživi v fazi kompostiranja, ne sežiga. Tako, zelo na hitrico